Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Večer uživa. Kako podpreti otroke pri odkrivanju njihovih potencialov? Kako jim pomagati, da razprejo krila in da zaživijo svoje talente? In kako starši s svojimi pričakovanji vplivamo na otroke? Odgovore na ta vprašanja bo tokrat nizal moj današnji gost, psiholog, avtor, prevajalec in urednik, dr. Kristjan Musek-Lešnik. Dobrodošli. Lep pozdrav. Še predno se začneva čisto zares pogovarjati, naj povem, da boste vi tudi gost letošnjega maratona pozitivne psihologije, in sicer naslov vašega predavanja je tak zelo zgovoren naslov: S čim opremljamo otroke? S krili ali s coklami? Dogodek pa se bo zgodil, kot sem rekla, v Mariboru 20. novembra. Dobrodošli, že zdaj vas prijazno vabiva, kaj ne? Seveda. In predavanje, sem omenila zelo zanimiv naslov, se pravi, s čim opremljamo svoje otroke, ali s coklami ali s krili. A mi lahko malo razložite v bistvu, zakaj gre? Ja, to se mi že nekaj časa utrnilo nazaj, Ja. in se mi zdi ena taka pravzaprav prispodoba, ki točno pove tisto, o čemer se hočem pogovarjati, o čemer se mi zdi pomembno govoriti, ne. Da smo pravzaprav mi odrasli tisti, ki oblikujemo otrokom svet in pomagamo postavljati se na noge, jih opremljamo z znanji, veščinami, vedenji za življenje. In pravzaprav lahko na eni strani jim pomagamo odpirati vrata, oziroma tisto, čemur jaz rečem, jih opremljati s krili, da potem enkrat lahko sami samostojno poletijo naprej, a ne. Ali pa pravzaprav jim na noge z našimi pričakovanji, z preveč togimi idejami o tem, kaj pravzaprav naj počnejo, kaj naj bi počeli, bodisi kot starši, bodisi tudi kot učitelji, recimo, a ne, privežemo na noge ene take težke betonske cokle, ki jih pravzaprav držijo na mestu in jim onemogočajo, da bi pa pravzaprav poleteli tja, kamor bi lahko poleteli, ali postali vse tisto, kar lahko postanejo, ne. In se mi zdi zelo pomembno, da pravzaprav odrasli, posebej v tej vlogi staršev, razumemo to našo vlogo kot tistih skrbnih podpornikov otroka, ki moramo otroka pripeljati do ene točke, hkrati pa tudi razumeti, kdaj pa pravzaprav nastopi trenutek, ko pa se začnemo sami malo umikati nazaj, a ne, ko otrok ne rabi več te naše opore, tega našega usmerjanja toliko. In pravzaprav smo še vedno tam tako kot ene vrste varen pristan, tudi kot so enkrat mladostniki, ko odraščajo, tudi že ko grejo na svoje, da vejo, da lahko pridejo nazaj k nam, hkrati jih pa ne obremenjujemo z nekimi našimi pričakovanji, ne. Pravzaprav celo takrat, ne, ko imamo sami občutek, da pravzaprav bi sami kakšno stvar želeli, razmišljali, mogoče pa naredili drugače, kot jo naredijo sami, ampak je zelo pomembno, da ene življenjske izkušnje sami dobijo, ne. Če bom rekel zelo preprosto, ne, v bistvu jaz sem psiholog, ne, in pravzaprav je velik del moje družine smo psihologi, ne, in tisto, kar je mogoče najbolj zanimivega, ko ta del, psihološki del moje družine opazujem, je, da pravzaprav in moj oče in moja žena in jaz, ne, ki smo psihologi, noben od nas ni začel svoje študijske poti na psihologiji, ne. Moj oče je začel na medicini, soproga je začela na fiziki, jaz na matematiki, kar pravzaprav pomeni to, da nam naši starši so nam dali možnost, da pravzaprav tudi skozi samo izkušnjo, mogoče skozi to, da pridemo do tistega, kaj nas pa najbolj zanima, sami pridemo do tega, ne, in niso gledali na tisto kot na eno izgubljeno leto, ampak v bistvu kot na eno učno izkušnjo, skozi katero mlad človek mora priti sam do tega, kaj je tisto, kar ga v življenju najbolj zanima. Bravo. In ravno, to je ključno, ker velikokrat starši zelo hitro zablokiramo, omenili ste lepo, eno leto izgubiš, ne vem, ali pa ko ugotoviš, da neka študijska smer ali pa da neka interesna dejavnost ali karkoli ni bila prava. In potem se starši tukaj ustrašimo. Kakšno škodo mi delamo s tem otrokom?
Jaz mislim tako, ne. Sej včasih dejansko lahko otroku pomagamo, ne. Včasih, tako kot sem rekel prej, ne, saj mlajši, kot so otroci, več usmerjanja rabijo, več podpore, tudi včasih več spodbude, da se malo pomaknejo iz cone udobja, ne. Včasih otroci bi zelo radi počeli tisto, kar jim paše, kar jim je všeč, in to dandanes verjetno pomeni večinoma marsikateri sedeli za računalnikom, igrali igrice, a ne. Rabijo tudi nas, ne, odrasle, ker seveda vemo, da je življenje kompleksno in da rabijo še kaj drugega početi in jih pomaknemo iz te cone udobja. Ampak tako, kot sem rekel, ne, v enem trenutku je pa kljub temu, ne, da včasih tudi slutimo pa čutimo, da bo mogoče neka izkušnja ne ravno optimalna za otroka, ne, ampak sej to je zelo pomembno, ne, da tudi razumemo starši, da ni naša naloga ta, da bodo naši otroci vedno samo zadovoljni, srečni in da se bodo vse stvari krasno izšle, mi bomo pa vedno poskrbeli, da ne bo frustracij zanje in da ne bo nič slabega se jim zgodilo, ne. Ena zelo pomembna stvar, ki jo morajo otroci doživeti, je tudi to, da se naučijo sami s frustracijami in neprijetnimi stvarmi spopadati, ker prej ali slej nas odraslih ne bo, ne staršev, ne učiteljev ne bo zraven in takrat bodo prepuščeni sami sebi. In če smo jim omogočili to izkušnjo, bodo lažje predelali tudi tiste manj prijetne stvari, ki bodo prej ali slej v življenju prišle, ne. Ravno zato, da se pravzaprav opremi otroke s tem, da se ne začne dogajati, ko bodo v življenju naleteli na prvi neuspeh, mogoče v karieri, da bodo rekli, zdajle bom pa kar takoj službo zamenjal. Ali pa prvi konflikt v partnerskem odnosu, pa bodo rekli, zdaj pa pojdiva narazen, ker nisva za skupaj, ne. Tako da to so zelo pomembne reči, no, in tukaj smo pač starši, seveda tudi učitelji, ne, tisti ključni in moramo dejansko zelo dobro balansirati to svojo vlogo, ne, do katere točke je pa seveda za starše zelo težko v enem trenutku se soočiti s tem, da nismo več najbolj pomembna oseba v otrokovem življenju in da ima otrok en del svojega življenja tudi sam, ne. Saj jaz imam tudi 2 najstnika doma, ne, stara skoraj 22 in 18 let in to je ravno tisto obdobje, ne, ki je dostikrat za starše nekako frustrirajoče tudi v tem smislu, ne, da ugotavljamo, da nas otrok ne rabi več toliko, kot nas je včasih rabil in nismo več tako koristni, kot smo bili, ne. Je pa še ena stvar zanimiva, ne, ki jo opazite, ne, jaz sem prej rekel o tej psihološki tradiciji v moji družini, ne. Saj zelo veliko tega opažamo pravzaprav v družinah, ne. Obstajajo družine, v katerih so otroci, v katerih je tradicija zdravniški poklic ali pa je tradicija učiteljski poklic ali pa kakršenkoli drug poklic, ne. Kar pravzaprav kaže, da saj dostikrat nismo niti teh naših pričakovanj, ne, ni treba niti izraziti. Otroci skozi izkušnje z nami starši dobijo vtis, kaj je tisto pravo, ne, in včasih moramo res zelo paziti, da jih pa s tem ne obremenimo preveč. To, vse, kar ste zdaj povedali, to v bistvu zelo zahteva neko starševsko zrelost, da ne rečem celo modrost, ne, ki jo pa večina staršev, roko na srce, ne premorejo, ali kako, ne? Noben nas tega ne nauči, ne, saj, a veste, Seveda. mi delamo šoferski izpit, delamo še kakšne druge izpite, ne, starševstvo je pa pravzaprav najbolj kompleksna reč, ki jo lahko človek počne v življenju, ena od najbolj pomembnih reči v življenju, poleg recimo partnerskega odnosa, pa nas ne za partnerski odnos, ne za v bistvu starševstvo, noben ne pripravlja z nobeno šolo, ne, enostavno se tega lotevamo opremljeni z nekimi svojimi življenjskimi izkušnjami, svojo intuicijo, ne, in to je verjetno en razlog, zakaj se običajno stari starši do svojih vnuk obnašajo ali pa počnejo z vnuki popolnoma drugačne stvari, kot so jih počeli s svojimi lastnimi otroki, ker smo takrat oziroma so takrat akumulirali eno življenjsko modrost in mogoče pravzaprav se naučili stvari, ki bi bile zelo dragocene že takrat, kot so starši. Ampak jaz mislim, da sploh nima nobenega smisla, da imamo zaradi tega kakšne občutke krivde ali pa se slabo počutimo. To je naravna stvar, ne, in ne moremo, učimo se, sproti se učimo in najslabše bi bilo po mojem, da se kot starši sekiramo za vsako stvar, pa za vsako stvar brskamo po knjigah, a smo tole naredili prav, a smo tole naredili narobe. Včasih je preprosto treba zaupati svojemu občutku, svoji intuiciji in verjeti, da je vse v redu, ker pravzaprav
na dolgi rok se izkaže, da večinoma počnemo stvari z zdravo pametjo čisto ok. Če pa kdaj naredimo kakšno napako in vsi starši jih tudi delamo, je pa pravzaprav spet pomembno, da se iz tega nekaj naučimo in naslednjič poskušamo stvari urediti drugačne. In da tudi to spoznanje, da so pač napake popolnoma naravne, prenašamo na otroke, ne pa recimo, da od njih pričakujemo, ko smo že prej pri pričakovanjih, da so popolni, nezmotljivi. To je breme za otroka, ne? To je po mojem eno od najtežjih bremen, ki ga lahko damo kot odrasli otroku, ne. Bodi si v šoli, bodi si kot starši, ne. In to, da je zelo veliko otrok obremenjenih, ne, s to težnjo po perfekcionizmu, ne, popolnosti, je pravzaprav zelo težko breme, ker žene človeka v eno nenehno anksioznost, v eno nenehno tesnobo, v nenehno občutek, nisem zadosti dober, ne. Noben ne more biti popoln, ne. Vedno se nam bodo dogajale stvari, ki jih ne bomo čisto optimalno speljali, ne. Tako da, ja, to je po mojem res ena od najpomembnejših življenjskih izkušenj, ki jih kot starši lahko damo otroku, in da pravzaprav tudi sami jim damo vedeti, da nismo popolni, ne? Ker se skozi to naučijo, da ni nič narobe, da ni treba, da smo popolni, ne? Da ni to nekaj, kar pravzaprav bi morali ves čas viseti nad njimi kot en Damoklejev meč, ne? Doktor Musa, kako torej naj spodbudimo, kako otroku torej pomagamo, da najde tista svoja močna področja, potenciale, ali pa da razpre krila, kot ste rekli? Jaz sem enkrat naletel na eno tako zanimivo, skoraj bi lahko rekel teorijo, ne, pa niti ni bila teorija, in je prav zanimivo, da je to razlagal en možakar, ki niti ni pedagog, niti ni psiholog. David Lega mu je ime, ne, in tak zanimiv gospod s Švedske je. On se je rodil kot zelo prikrajšan, ne, on se je rodil v bistvu kot hudo invaliden, mislim, s hudimi dejanski hendikepi, ne. Tako da so v bistvu že ob rojstvu že povedali zdravniki njegovim staršem, da ta otrok nikoli ne bo shodil, nikoli ne bo mogel uporabljati rok, noge pa mogoče kakšnih 30% funkcionalnosti ohranil, ne. In če bi takrat v porodnišnici, kjer se je on rodil, nanizali vse otroke skupaj, vse novorojenčke postavili skupaj in vprašali ljudi, kaj mislite, kdo od teh otrok bo v življenju dosegel več in kdo manj, bi verjetno njega vsi postavili čist na rep, ne. On pa pravi, da je v bistvu najbolj pomembna reč pa izkušnja njegova življenjska bila ta, da sta se starša odločila, da ne bosta nikoli gledala tega svojega otroka skozi prizmo vsega tega občutka groznega, kaj vse ta otrok ne bo zmogel, kar ostali otroci normalno počnejo, in sta se odločili že od začetka, da ga bosta spodbujala vse tisto, kar zmore in lahko, ne. In tudi učitelje je imel, ki so ga spodbujali na poti. In ta otrok, ne, ki se je rodil tako prikrajšan, je pravzaprav kasneje nastopal kot plavalec na paraolimpijskih igrah, dobival paraolimpijske kolajne, bil je podžupan drugega največjega švedskega mesta, danes je pa poslanec v Evropskem parlamentu. In če bi šli nazaj pogledati tiste novorojenčke takrat, ne, bi zelo verjetno, pa jih postavili skupaj, tiste, ki so se isti dan v porodnišnici rodili, bi ugotovili, da pravzaprav je dosegel največ. Se pravi, zelo pomemben, ne, je, da se pri otrocih fokusiramo na njihove potenciale, ne. In zdaj ta njegova, tisto, kar on pravi, je pravzaprav to, da otroci od odraslih v življenju potrebujejo nekako 4 stvari, ne. Prva reč, najbolj pomembna, najbolj temeljna, pravi, je tista temeljna ljubezen, odnos, to, da se otrok čuti sprejet, da se počuti varen, da ve, da ga imamo radi in radi takšnega, kot je, ne. Druga ključna stvar, prav, je v bistvu podpora, ne. Se pravi to, da nekako otrok takrat, ko začne raziskovati svet, razume, da se lahko zateče nazaj k nam, da ga bomo podpirali, da mu bomo pomagali, da mu bomo konec koncev štupo ramo držali, če bo hotel, zdaj smo pri metaforah, jabolko recimo utrgati z drevesa, ne. Ali pa ga prijeli, če bo skočil z drevesa, da se ne bo poškodoval, ne. Potem ta tretja stvar, ne, pravi, pa zelo pomembna,
to sem pa prej omenil, ne, to, da pravzaprav otroka pa tudi spodbujamo, da gre ven iz svoje cone udobja, da preizkuša stvari, ki jih sam od sebe ne bi preizkušal, ne, da preizkuša stvari, ki tudi niso samo udobne, niso samo fajn, niso samo tiste, ki bi jih sam izbral. In četrta reč pravi, zelo pomembna, so pa pravzaprav pa tudi zahteve. Mi odrasli seveda vemo, kaj bo svet, no, zelo težko danes vemo, kaj bo svet čez 20 let, kako bo izgledal, ne, ampak lahko si predstavljamo, kaj bo zahteval od naših otrok in hočemo, da se bodo pripravili na ta svet, da bodo opremljeni z veščinami, znanji, ne. In včasih seveda moramo tudi določene stvari zahtevati od njih, ne. In je pa zelo pomembno, da pri tem poslušamo dejansko otroka, razumemo otroka, in pravzaprav res poskušamo najti tisto, kar je pri njem nekako dobro, močno, kar ga krepi, ne. Jaz sem včasih ravno recimo zelo kritičen, mislim, jaz sem dostikrat kritičen do šolskega sistema. Ena od stvari, ki jih vidim, recimo, je ravno ta težnja, ki jo imamo, da recimo otroku, ki mu nekaj ne gre, rečemo, zdaj pa se še bolj pomatraj, pa še bolj potrudi, pa še bolj to delaj in tako naprej. Ali je to matematika, ali je to jezik, ali je to nek drug predmet v šoli, ne? In na koncu koncev je absurd ta, da bo v osnovni šoli imel en otrok, ki mu matematika ne gre, več matematike, kot pa tisti, ki bo potem šel to študirati, ne? Kaj se zgodi? Mi pravzaprav skozi to otroku ves čas sporočamo, da točno to, kjer je slabši, kjer mu ne gre, je najbolj pomembna reč. Mogoče bo ratal malo manj neuspešen, ampak nikoli pa ne bo briljiral. Zraven pa zgubljamo čas, ko bi lahko ga izkoristili za to, da pa pomagamo temu otroku najti tisto, kjer je res močen, kjer je uživa, kjer je lahko res dober in kjer bo lahko konec koncev tudi srečno eno svojo kariero potem oblikoval pa živel, ne. Saj ni treba, da smo vsi psihologi, zdravniki, mizarji ali pa karkoli drugega, ne. Pomembno je, da človek srečen in zadovoljen pri stvari, ki jo počne. In to je po mojem ena od ključnih nalog nas odraslih, ne. Zdaj ste omenili ta šolski sistem, vi tudi zelo ga poznate, sodelujete pri tem, oziroma me zanima, je to samo specifika slovenskega sistema, ravno to, da zelo otroke usmerjamo oziroma poudarjamo njihove, ne vem, šibkejša področja, ali kako je s temi sistemi po svetu? Vse je podobno, to ni naša specifika. Mogoče je še malo bolj zakoreninjen v tem srednjeevropskem prostoru ta model, ne, da pravzaprav je treba pomagati, spodbujati, pušati, ne. Ampak to je preprosto posledica tega, ne, da šolski sistemi temeljijo na tej ideji, ne, da pravzaprav smo izbrali nabor predmetov, ki je pomemben in to so tista ključna znanja, ne. Jaz mislim, da v naslednjih letih bo zelo treba razmisliti o tem, a je res edina pomembna stvar, s katero se ukvarjamo v šolah, ta kognitiven del človeka, znanje, vedenje, ker jaz mislim, da je treba začeti tudi v šolski sistem veliko bolj vgrajevati vse ostalo, kar človek je, ne, se pravi, od socialnega, čustvenega in tako naprej. Saj zdajle smo recimo ravno v času korone, ne, smo ugotovili, ne, kakšna napaka je bila, mislim, saj nekateri smo na to opozarjali že prej, ne, ta predstava, da je šola v prvi vrsti predvsem prostor učenja, ne. Tisto, kar je najbolj bilo za mnoge otroke težko v tem času, je bilo to, da niso imeli prostora, kjer bi se družili med sabo, ne. Ker so odnosi tista daleč najbolj pomembna reč, ki vpliva na to, kako se počutimo, ne samo med drugimi, ampak tudi kako se sami s sabo počutimo v svoji koži, ne. Tako da, ja, je še kar nekaj izzivov pred šolskimi sistemi. Ja, in pred sistemi in pred starši in pred neko celotnim tem modelom, ne. Zdaj sem hotela še to spodbujati otroke, pa vendarle moramo biti tukaj, kako naj rečem, starši znajo biti včasih tudi zelo nekritični pri teh spodbudah, ne, da mogoče grejo pri otrocih v skrajnost, oziroma kje je zdaj tista, kako naj rečem, nek balans oziroma neko ravnovesje, da se ulovi. Da pa recimo reči, ne vem, stop, dovolj je, ne vem, tole, da ni prefokusirano. Ja, jaz mislim, da je en zelo preprost kriterij je ta, da otrok nujno rabi tudi čas za sebe. Rabi čas za sebe, rabi čas za svoje igre, rabi čas za stvari, ki jih počne in izbere tudi sam, ne.
In to odrekati otrokom, ne, je ena od najbolj zahtevnih, mislim, največjih škod, ki jih lahko naredimo, ne, ker dostikrat ne starši gledamo, joj, treba je naše otroke opremiti, da bodo konkurenčni, da bodo lahko živeli v svetu, najmanj z enim športom se morajo ukvarjati, vsaj 2 tuja jezika mora znati že v osnovni šoli in tako naprej, ne. Okej, vse lepo in prav, ne, ampak otroci morajo imeti tudi otroštvo, no. To je pa tista po mojem ključna stvar, za kjer moramo postaviti mejo, ne. In razumeti, ne, da včasih lahko tudi z našimi dobronamernimi ambicijami v bistvu otroku naredimo več škode, kot pa koristi, ne. Pa otroci so si zelo različni med sabo, ne. En otrok lahko brez težave, ne vem, ima poleg šole še mogoče 2, mogoče celo 3 izvenšolske dejavnosti, pa ima mogoče glasbeno šolo, pa en šport, pa mogoče še en jezik, pa bo to brez kakšnega hudega stresa lahko predelal, ne. Za drugega otroka je pa to lahko preveč, ne. Predvsem je treba videti, ne, kdaj treba je opazovati otroka, ne. Tako kot sem rekel, ne, včasih je res pomembno, no, da malo damo na stran tiste naše želje, naša pričakovanja, ampak hkrati pa to seveda ne pomeni, da je pa prav, da pa spustimo roke stran in damo otroku daljinec za televizor in telefon v roke in rečemo, zdaj pa počni, kar ti paše, ne. Se pravi, je treba najti tukaj nek kompromis, ne. Pravite tudi, otroka je treba opremiti z nekimi pomembnimi stvarmi za življenje, ne. Kako v bistvu sploh lahko prepoznamo, kaj je v bistvu, bi vi rekli, kaj je zares pomembno, ali pa tista najbolj dragocena dota, ki jo lahko damo svojemu otroku kot popotnico ali pa, no, kot doto za življenje? Daleč najbolj pomembna stvar, ki jo otrok lahko nese, ko gre od nas naprej samostojno v življenje, po mojem tisti temeljni občutek, v redu sem, fajn sem, zadovoljen sem sam s sabo takšen, kot sem, oziroma takšna, kot sem, ne. In se mi zdi, to je ključna stvar. Druga ključna stvar se mi zdi to, da otroka opremimo s tistimi najpomembnejšimi socialnimi veščinami, da znajo pravzaprav navezovati ene prijateljske odnose, da znajo navezovati intimne odnose, da znajo navezovati odnose, v katerih razumejo, da včasih pride tudi do različnih mnenj, včasih lahko tudi do razhajanj, včasih tudi do konflikta in da ključna stvar ni to, ali jaz mislim drugače kot nekdo, ampak kako bova to situacijo rešila in kako bova prišla do enega kompromisa skupaj, ne. Poleg tega se mi zdi blazno pomembno tisto neko, da damo otroku eno dosti široko paleto občutkov, čustev, da razume sam sebe, zakaj doživlja svet tako, kot ga doživlja, da razume svoje občutke, čustva, da jih zna tudi konec koncev izraziti, ne čutiti občutkov krivde ali pa sramote zaradi njih, ne. Še ena stvar zelo pomembna v današnjem času se mi zdi ta, da pravzaprav otroke opremimo s tisto recimo kapaciteto za eno kritično razmišljanje, da v tej poplavi informacij, ki so okrog njih, da znajo razlikovati, kaj je pravzaprav ena verodostojna stvar, kaj pa mogoče so lažne informacije, manipulacije in tako naprej. Se pravi, ogromen tega je, ne. Ena od stvari, ki smo jo tudi v psihologiji zelo zanemarjali oziroma so zelo zanemarjali, je bila povezana s to predstavo, da je pravzaprav daleč najbolj pomembna stvar za življenje in tista, ki najbolj determinira, kako bodo uspešni otroci kasneje v življenju, njihova bistrost, njihova inteligentnost. To seveda drži, ne, ampak učitelji, ali mogoče to težje videti pri svojem otroku, ne. Učitelji, ki dajejo skozi generacije za generacijo otrok oziroma vzgojitelji, učitelji, ne, pa zelo hitro opazijo, da pravzaprav imajo lahko v bistvu pred sabo otroke, ki so izrazito visoko sposobni, izrazito inteligentni, pa kasneje, ko si jih srečujejo v življenju, ne dosežejo, ne uresničijo tistih potencialov, ki so jih njih, na drugi strani imajo pa lahko otroke, ki mogoče
so manj opremljeni z temi sposobnostmi, pa dosežejo ogromno, ne. In recimo ena od takih stvari, za katero danes vemo, da ogromno šteje, je vztrajnost, ne. Se pravi, ta zmožnost, da otroka opremimo s tem, da tudi takrat, ko da ni vse na prvo žogo, ne, da ne gre vse vedno čim prej narediti nekaj, pa se imeti fajn, ne, da včasih se je pa treba pomatrati in ko doseže nekaj otrok, ko naredi nekaj, za kar se je nekaj časa trudil, pomatral, tudi lahko začuti, ne, da je ta občutek zadovoljstva, ko se zgodi nekaj, za kar sem si res prizadeval, veliko večji kot pa tiste instant trenutki, ki se zgodijo mimobežno, ne. Se pravi, recimo vztrajnost. Druga stvar, zelo pomembna, se mi zdi pogum, ne, se pravi ta preprosto pogum, drzniti si, upati si, ne, v življenju, narediti nekaj novega, poskusiti nekaj, ne, ker vidim tudi pri nas, ne, čisto preveč otrok oziroma mladih, ki jih jaz dobivam na faks, ne, recimo se niti niso pripravljeni se izpostaviti pred skupino, pa vprašati nečesa mene kot profesorja. Meni se zdi to pravzaprav ena taka zelo zanimiva reč, ne, kot da se nekako odučijo, ne. Saj, če gledamo majhne otroke, so radovedni, korajžni, ne. Še ena taka stvar se mi zdi ta radovednost, ustvarjalnost, ne, se pravi, to je nekaj, s čimer so otroci naravno obdarjeni, ne, in je res pomembno, da odrasli znamo to spodbujati, da nekako ne udušimo te naravne spontanosti, radovednosti in tako naprej. Se pravi, je ogromen, ne, nekih teh, bi rekel, veščin. Pa še ena stvar se mi zdi zelo pomembna, ugotavljam, ne, pravzaprav ugotavljam, zdajle s komerkoli se pogovarjam, skupaj ugotavljamo, da živimo v nekem okolju, ki že pravzaprav že prej je bilo nekako tako naravnano, ampak zadnje leto, ne, pa pol, odkar imamo pa to epidemijo, pa ves čas nenehno ljudje tukaj samo jamramo, ne. In se mi zdi to absurdno, če pogledaš katerekoli lestvice, ne, pravzaprav je kakovost življenja v tej naši deželi sorazmerno visoka. Standard mogoče malo nižji, kot bi si ga marsikdo želel, ampak če pa primerjamo vse, varnost, naravo, kakovost življenja, ne, pa pravzaprav živimo v eni varni, lepi deželi. Dobro, včasih bi mogoče kdo rad kaj ljudi zamenjal, ampak na čisto vse pa res ne moremo vplivati. In vendarle ves čas nenehno samo jamramo, ne. In se mi zdi ena zelo pomembna stvar, da če otroci rastejo gor v takem okolju, ne, jih učimo ves čas biti pozorni na to, da opažajo vse tisto, česar nimajo. Ampak to pa preprosto vodi v tisto nezadovoljstvo in ves čas en občutek zavisti nekomu, ki nekaj ima, namesto da bi bili pravzaprav hvaležni za to, kar imamo in kar smo. In se mi zdi, da je zelo pomembna reč ravno ta, ne, da otrokom prenašamo en tak občutek, da znajo tudi ceniti stvari, ki jih počnejo, tudi ceniti stvari, ki jih naredijo, da znajo mogoče tudi sami pri sebi sebe pohvaliti, pa razumeti, da to, če zvečer sam sebi rečeš, sej danes sem pa dobro speljal dan, tole mi je pa dobro uspelo, to ni noben znak kakšnega narcisizma ali pa tega, da si vase zagledan, to je preprosto ena čisto zdrava samopotrditev, ki mi pove, da sem zadovoljen s tem, kar sem naredil, ne. Tako da ogromen, ne, se mi zdi teh reči, ne, saj, ko sem tole knjigo Pozitivna psihologija v vrtcih in šolah, za vrtce, šole in starše pisal, je bilo grozno na nekem trenutku, mi je bilo grozno težko v enem trenutku končati, ker se mi je ves čas zdelo, da se še kakšna stvar lahko doda, da je še kakšna pomembna stvar, ki bi jo napisal, ampak na koncu urednica rekla, da je Kristjan, končaj, da bomo knjigo lahko izdali, ne. Pa še ena knjiga. Ja. Tako da, ja. Ja, lepo, mislim, take lepe misli, mislim, spoznanja ste nanizali. Zdaj tudi moto naših podkastov je, ne, se zelo ujema zdaj najino današnjo temo, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Zdajle je že bil tak lep navdihujoč pogovor z vami, pa me zanima, razen vašega dela, predvidevam, kaj vas v življenju še navdihuje, pa da vam razpira krila? To je pa, ne vem, če imava zadosti časa, ne, ampak jaz imam res, moram reči, da imam, ne vem, eno srečo, da me je ogromno enih stvari zanimalo že kot otroka in v bistvu sem ves čas imel tudi
pa čutil to podporo strani staršev, da sem lahko vse te stvari počel raziskoval. Tako da zdaj bi rekel, da mi absolutno ne manjka teh stvari, kvečjem mi manjka časa, da bi lahko počel vse tisto, ne, kar bi želel. Ena stvar, v kateri najdem zelo veliko navdiha, je zanesljivo šport. Ne. Od nekdaj sem se zelo rad ukvarjal s športom, v mladosti več in vedno sem imel rad tudi malo ta tekmovalni šport, pa ne toliko pravzaprav zato, da jaz nikoli nisem bil obremenjen s tem, da bi mogel zmagovati, ne. Bolj mi je všeč preprosto neko sodelovanje z drugimi, ne. Zato imam blazno rad ekipne športe. Včasih sem košarko igral kot mulc, potem sem dolgo časa se rekreativno ukvarjal z odbojko, potem na žalost je EMŠO naredil svoje, tako da sem zdaj bolj pri badmintonu, ampak to mi ogromno pomeni. Tudi hoditi v naravi, imam res srečo, da živim pravzaprav na obrobju vasi. Na eno stran hiše je travnik, na drugo stran je gozd in se, če je le možno, čim več z soprogo, tudi otroka sta že malo starejša, zdaj počasih še gresta zraven, pa še 2 psa imamo, tako da to je recimo nekaj, kar mi daje ogromen navdiha, ne. Potem so pa seveda tukaj hobiji. Meni se zdi, da so hobiji te stvari, ki nam napolnijo baterije, ne, ena tako pomembna stvar, se pravi to, da si znamo vzeti čas, da počnemo tiste stvari, pri katerih res uživamo, ne. Kaj vem, jaz blazno uživam v družbi, zelo sem rad z ljudmi. Ena od stvari, ki jih najrajši počnem z drugimi ljudmi, je petje, tako da že nekaj let se mal vračam nazaj, ker ko so bili otroci mlajši, ni bilo časa za to, ne. Ta del, ne, zborovsko petje, blazno rad berem knjige, zdaj tudi pišem, ravno je tik pred izdajo je moja ta prva leposlovna zadeva, sicer en tak romanček za fante oziroma za mularijo. Za mulce, ne. To je to, ne, blazno rad tudi kuham. Zdaj ne vem, če lahko delamo, ne vem, to se sicer ne sme oglaševati, ampak blazno rad počnem tudi take stvari, ki so mi nove in se jih lotim in postopam. Tako da sem delal že vse mogoče, kuhal sem milo, se pravi z otroki smo delali žajfe, varil sem pivo in še zdaj spim na postelji, ki sem jo sam izdelal, tako da se pravim. Zdi se mi res pomembno, no, da imamo čim več možnosti početi stvari, ki se nam zdijo res zanimive, jih radi počnemo, ne. Tako da, saj sem rekel, predolgo bo trajalo, rajši tukajle kar končam z temi stvarmi, ki me navdihujejo. Ampak če bi rekel nekako tako kot psiholog, kaj bi pa recept dal ljudem, ne, se mi zdi pa najbolj pomembno čim več časa, čim več energije nakloniti temu, da počnemo stvari, ki jih res radi počnemo, uživamo ob njih z ljudmi, ki jih imamo radi. In se mi zdi, da je to en tak najbolj preprost recept za srečo. In ko vas zdaj poslušam, ste že prej omenili, vi ste rasli res v okolju, glede na to, kaj vse vas zdaj zanima in kako v bistvu uživate svoje talente pa veselja, res v takem zelo spodbudnem okolju, o čemer vi zdaj predavate, ne? Vi ste živ primer iz tega, o čemer govorite, ne? Ma ja, veste, kaj je bilo po mojem ena od najbolj pomembnih stvari je ta, da sem dobil skozi svoje otroštvo izkušnjo ravno to, ne, da mi ni treba biti popoln, da mi ni treba skrbeti za to, da bom kjerkoli v kakršnemkoli okolju, ne vem, tisti, ki ga bodo vsi najbolj opazili. Jaz sem ravno obratno, jaz sem včasih, ali pa da bi se počutil ogrožen od tistih, ki so mogoče boljši od mene. Jaz sem vedno užival v družbi ljudi, ki so bili pravzaprav pri stvareh, ki so jih počeli, tudi boljši od mene, zrelejši od mene, bili na nek način mentorji, ne. Jaz prej sem omenil rekreacijo, ne.
Jaz sem bil zelo verjetno na odbojkarskem igrišču najslabši med tistimi, ki smo igrali, ampak nisem bil s tem obremenjen. V parih letih sem pa postal precej boljši, kot sem bil, ravno zato, ker sem bil z boljšimi. Ne? In moram reči, da sem imel tudi privilegij v življenju, da sem res z nekaterimi vrhunskimi znanstveniki bil kdaj skupaj, se pogovarjal z njimi, bil skupaj z ne vem, Nobelovcem za književnost in tako naprej. Ne? In to je po mojem zelo pomembno, no? Da si pustimo, da nismo obremenjeni s tem, kje smo, pa kakšni so drugi, ampak se preprosto poskušamo čim več dobrega potegniti iz situacij v življenju, čim več zanimivih stvari najti v ljudeh okrog sebe, v stvareh okrog sebe. Tole je bil popoln zaključek, no? Krasen. Hvala lepa, dr. Kristjan Musek Lešnik, za lep pogovor, za navdihujoč pogovor. In se vidimo 20. novembra v Mariboru na maratonu pozitivne psihologije. Hvala lepa tudi vam. Jaz se pa tudi že zdaj veselim. Lepo, tudi mi. Hvala, srečno. Srečno, lep pozdrav. Večer uživa. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.